V naših oddajah smo velikokrat že govorili, kako pomembno je, da popijemo dovolj vode in drugih zdravih napitkov. V toplih poletnih dneh pa to še posebej. Mi vam poleg vode priporočamo tudi kokosovo vodo iz mladih zelenih kokosov. Zakaj prav kokosovo vodo, boste izvedeli v naslednjih minutah. Medicina zelo dobro pozna moči hidriranja telesa, zato vsakič, ko vas pripravljajo na kakšen poseg, vam prvo dajo nekaj infuzije. Kaj pa je drugega infuzija kot dejansko elektroliti, ki jih takrat dobimo v telo? Torej, rudnine v pravilnem razmerju, takšni, kot jih recimo zasledimo tudi v slanici. Narava nam je razen infuzije, ki jo pozna medicina, dala tudi čisto naravno obliko infuzije, to je kokosova voda. To ni kokosovo mleko, to je dejansko voda iz mladih zelenih sadežev kokosa, ki, zelo zanimivo, ima popolnoma enako elektrolitsko ravnovesje kot naša kri in res telo dobesedno ta napitek zaužije in zadrži za hidriranje telesa. Kokosovo vodo so na vzhodnih frontah v času druge svetovne vojne dejansko uporabljali v bolnicah kot infuzijo. Mi jo pa lahko uporabimo vsak dan, posebej takrat, ko želimo telo shidrirati, takrat, ko res telo zgublja več vode, ali takrat, ko smo se odločili, da ne bi radi več bili zasušena tla in zasušene rožice. Kokosova voda je po svojem okusu ne slana, ne sladka, ker v sebi res ima vse rudnine, ki jih potrebuje telo. In je kot taka idealna za športe, za vse, kar počnemo, pa nas bo malo bolj prepotilo, ali pravim takrat, ko želimo omogočiti telesu, da zadrži več tekočine. Izotonični napitek lahko zelo enostavno naredimo tudi sami. Odlična kombinacija je limona, ki jej, ne boste verjeli, namesto sladkorja dodamo slanico. Boste videli, je veliko manj kisla kot limonada, ki ste jo vajeni, in seveda veliko bolj razkisa in razstruplja telo. Vse skupaj dodamo približno žličko slanice. In če zares potrebujete, še žličko javorjevega sirupa. In ko boste to zaužili, ne boste verjeli, kako vas bo osvežilo in zbudilo. Izotoniki so odličen način, da se hidriramo, da se razkisamo in da obenem tudi dvignemo nivo energije, ker ko elektroliti pridejo v telo, tudi tok energijski v našem telesu lažje steče.